v eni sami pornografski seansi lahko človek sreča dosti več nekih potencialnih spolnih partnerjev, kot jih je lahko naš prednik pračlovek srečal v celem svojem življenju. Med uporabniki pornografije, se pravi tisti, ki vsaj občasno pornografijo uporabljajo, je nekje od 5 do 25% z njo zasvojeni. In to, kateri žanr gledaš, lahko precej pove o tem, katere so tvoje nezadovoljene odnosne potrebe. Pornografija marsikaterega moškega onesposobi ravno na tem področju, zaradi katere je sploh se podal v pornografijo. Torej, ta seksualnost, spolnost. Ravno tam pornografija dostikrat moške onesposobi s temi erektilnimi disfunkcijami in podobno. Preden pa se ta epizoda začne, pa bi vas radi povabili, da se naročite na naš YouTube kanal. Za vse tiste, ki ste to že storili, najlepša hvala. Zaradi tebe ta projekt še živi. Za kaj več, pa obišči tudi našo spletno stran. Zdaj pa se vidimo v epizodi. Ajde. Povejte, če bi nekako razložili, kaj sploh čuječnost je. Tak, mogoče v parih stavkih. Čuječnost je taka čisto kratka definicija. Je to nepresojajoče zavedanje doživljanja v sedanjem trenutku. To pomeni, da imamo zavedanje doživljanja v sedanjem trenutku, torej to, kaj se dogaja tukaj in zdaj, in da je to zavedanje sprejemajoče, brez presojanja, samo opazujemo, samo zavedamo se, torej kaj je v tem momentu. Bodi si v nas, kot misli, čustva, želje, bodi si okrog nas, v okolju, bodi si v drugih ljudeh. Torej neko stanje, bi rekli, samo opazovanja. Ja, opazovanja sebe in tudi drugih in okolice, ne? Bi rekli, da je večino časa človek v tem stanju ali bolj poredko? Bolj poredko. Večinoma nismo v tem stanju. Bi pa bilo fajn, če bi bili čim večkrat. Zakaj to mislite? Zato, ker je ogromno raziskav pokazalo, zlasti tako v zadnjih 25 letih, da ima ogromno pozitivnih učinkov čuječnost. Samo jaz, recimo, sem nekaj na to temo že bral prej, preden smo prišli do vas, pa sem tudi poskušal s tem stikom samim seboj, da sem nekako se probal dati v dani trenutek in se mi je zdelo zelo, zelo naporno. Zdelo se mi je, da so mi misli tavale, težko sem ohranil ta tok sedanjosti, pa da bi bil konstantno v tem trenutku. In ne vem, to sem vas tudi hotel vprašati, kako z vajo priješ naprej, ali nekakšen tips and tricks, ko nisem napredoval več, tako se mi je zdelo. V tej čuječnosti. Ja, to, ko ste omenili, da so misli uhajale, to je zelo normalno. In to se dogaja, tudi če potem lahko bi vadili 300 let, pa bi še vedno v misli uhajale. Zato, ker možgani so narejeni na tak način, da pač misli uhajajo, pozornost zbeži. Tisto, kar je pomembno, je to, da vračamo pozornost ves čas nazaj, na objekt zavedanja. Ko se zavemo, da je pozornost ušla, pogledamo, kje je pozornost, potem pa v naslednjem trenutku lepo, nežno, ampak odločno, kot rečemo, vrnemo pozornost nazaj. Z vajo se sicer pozornost okrepi, ta zmožnost kontrole pozornosti se okrepi, to je tudi dokazano, ampak ne okrepi se pa na tak način, da bi rekli, zdaj bom pa tu sedel, pa mi pozornost ne bo sploh nič uhajala 3 ure. Tega pa ni. Ko ste rekli, da opazimo, da nam je pozornost recimo šla, pogledamo objekt, na katerega, zakaj je recimo sploh zbežala, pa vrnemo pozornost nazaj. Ja, tu bi opozoril na to, ne sprašujemo se, zakaj. Zato, ker če se mi vprašamo, če začnemo analizirati,
zakaj je pozornost šla. Potem smo se že v bistvu ujeli v tisto odkrenitev, ki se nam je zgodila. Lahko razmišljamo, ok, če se odločimo, ampak potem nismo več čuječni. Če želimo delati čuječnost, potem samo registriramo, kje je naša pozornost in zatem jo privedemo nazaj. V bistvu opazujete misel nekako iz daljave, ali kako bi lahko bi tako rekli. Lahko bi tako rekli. Včasih govorimo, opazovanje misli kot oblakov na nebu. Samo, ok, tam je en oblak, pa tam je en oblak, tisti mi je všeč, tisti mi ni všeč, ampak brez nekih pretenzij, da bomo zdaj tisti oblak pregnali, on je pa naj ostane, ker nam je všeč. Samo opazovanje. Ali pa podobno, kot bi recimo, da se penjemo na vlaku in samo opazujemo pokrajino skozi okno, kako drsi mimo nas. Jaz se velikokrat, ko vadim to prakso čuječnosti, včasih največkrat večer, se ujamem potem v tem obsojanju. Zdaj pa mi je spet ušlo. Potem pa začnem samo analizirati, zakaj mi je odšlo, pa ne smem več pozornost soditi. Tako da bi spet ta neka mirna voda, ki sem jo probal zadrževati, se začne spet burkati, samo zato, ker spet začnem samo analizirati. Ni več point nek objekt, ponovadi jaz probam nadih, ali pa bitje srca, v zaprtih pač temi ali pa v zaprtih oči, ampak potem spet mi zbeži velikokrat. Tu jaz največkrat vidim svoj problem. Meni recimo zdaj med tem, ko si to razlagal, so mi enkrat nekako, ko si povedal to besedo burkasta, sem začel razmišljati o tej besedi in sem prav preslišal naslednjih par. In sem se spet, kako si povedal, sem se malo pokregal. Sem bil, pa kak zdaj tu razlaga nekaj, si ga ne posluša. Torej, se oba obsojata. Ja. Včasih. Zato smo rekli prej, da čuječnost je zavedanje doživljanja, ampak ne kakršnokoli. Ker zavedanje, lahko, ko se nečesa zavem, mi to lahko da nek material, da se obsojam. Zdaj pa nekaj sem opazil, to pa ni v redu in se kritiziram. Ampak smo rekli prej, čuječnost je sprejemajoče oziroma nepresojajoče zavedanje. To pa potem naredi tisto razliko. Tako kot ste vi rekli prej, ok, usmerjam pozornost na dihanje ali pa na bitje srca. Zdaj mi je pozornost ušla, samo opazim in potem se vrnem nazaj. Ker če se začnem analizirati ali pa celo kritizirati, potem me je že vrglo ven. Nisem več v stanju čuječnosti. Tu dosti krat razmišljam, pri čuječnosti se mi zdi, da je to nekakšen neutralen občutek, ko ste rekli, da ne, ni dobro, ne slabo, ne označujem nekih misli, tudi te misli, ko mi uhajajo, jih nekako ne označim. Kako je pa potem z samim čustvovanjem? Kako pa se podoživljajo čustva, ker to so pa neke dobre, slabe, tisto poskušamo potem na enaki način pristopiti, ok, zato bom pa zdaj podoživil po tipu čuječnosti, ali se pa pač prepustimo tistemu čustvu in karkoli. Veš, kaj mislim? Nekako sam. S čustvi delamo kot, čustva so v bistvu valovi, Nobeno čustvo, če ga ne aktivno vzdržujemo, ne traja zelo dolgo. Zdaj, če mogoče razpoloženje odmislimo, ampak čustva kot taka trajajo od par sekund recimo do največ nekaj minut. In kot valovi, val pride pa gre. In tisti, ko znajo deskati, znajo lepo, na valu, znajo deskati po valu, tako da jih ne zalije, pa da celo uživajo pri tem. In podobno tudi čustva, če jih znamo na ta čuječen način sprejeti, potem na nek način deskamo po njih. In ko pride val,
ga oddeskamo in naslednjih nekaj sekundah bo šel val naprej. Drugo pa je, če skušamo se temu valu upreti, ga zadržati. Ne, kaj se bo zgodilo? Val nas bo zalil, mokri bomo totalno, pa dostikrat nas bo val tudi odnesel s sabo, ne, ker včasih so čustva tako močna, da se jim ne moremo upreti, ampak če jih pa samo čuječno opazujemo, potem pa imamo neko čisto drugačno kontrolo nad svojim doživljanjem. Vem, da je čustvo tu, ga opazujem, ampak me ne more odnesti s seboj in me ne more preplaviti. To za prijetna in neprijetna čustva oboje. Ja, za prijetna in neprijetna. Čuječnost pomeni v bistvu, da ne bežim pred neprijetnimi čustvi in hkrati, da se ne oklepam prijetnih čustev. Ker kaj ljudje delamo nagonsko, ko pride nekaj neprijetnega, se bomo umaknili, bomo skušali pobegniti, ali je to strah, ali žalost, ali karkoli, ne? Ko pa pride neko prijetno čustvo, prijeten občutek, to pa bi naj čim dlje traja, in se začnemo oklepati. Ampak tudi to ne deluje, ker nam zadeva polzi iz rok. Okay. Kje pa je zdaj ta most? Recimo danes imamo nekak plan, da bi se pogovarjali o zasvojenosti, v tem primeru s pornografijo. Kje vidite vi to povezavo med da se rešite teh zasvojenosti s čuječnostjo? Pač kje je ta most, ko poveže nekako ti dve? Ja, kje so dobri atributi te čuječnosti, ki se lepo mapirajo gor na nekega posameznika, ki je zasvojen z nečem? Ne, vse si. Ne so. Mislim, da smo ravno kar bili na tem mostu. Zakaj ljudje se ujamejo v zasvojenosti? Ali je to pornografija, ali so kakšne substance, ali karkoli drugega? Dostikrat je to zato, ker so to prijetne stvari in se jih začnejo oklepati in si želijo še več tega. Ali pa je v njihovem življenju so neki neprijetni dražljaji, ki jim želijo ubežati. Ali je to neka žalost, strah, naprimer, ne vem, študent ne naredi izpita, pade na izpitu in mu je to neprijetno, seveda, kaj pa drugega, ne, učil se je, ni naredil, moral bo še enkrat in se zdijo ti objekti zasvojenosti kot neki izhod, kot nek umik, kot neko pribežališče, da se umakneš od teh neprijetnih čustev, potem, ko si padel izpit, v nekaj bolj prijetnega. Pa se vam to zdi glaven razlog, da nekdo konstantno uporablja te vsebine, da ubeži nečemu, ali kasneje to nastane samo navada oziroma nastane prav fizična odvisnost? Govorimo o pornografiji ali na splošno o zasvojenosti? Pornografiji zdaj, recimo specifično. Jaz mislim, da to ni edini razlog. Nekaj je tudi odvisno od strukture osebnosti posameznika. Nekateri so bolj nagnjeni k temu, nekateri manj. Tisto, kar pa je tu mogoče še bolj bistveno, je pa to, da ko človek to začne uporabljati in bolj kot uporablja, bolj se na to senzitizira. To pomeni, da se možgani naučijo, da je tu neki užitek. In potem možgani začnejo pričakovati užitek po tej poti. Začnejo te pornografske dražljaje povezovati z užitkom. In kaj se potem zgodi v nadaljevanju? Ponavadi, da se pravi, prva faza je senzitizacija. Druga faza je pa desenzitizacija. Začne se tolerančni prag dvigovati. In potem, tako kot pri raznih substancah, ki so lahko predmet zasvojenosti, rabiš potem večjo dozo za isti učinek. In
Zato, ker možgani se prilagodijo. Ti dopaminski receptorji, večja ko je doza, bolj se ti dopaminski receptorji prilagodijo, postanejo manj občutljivi, zmanjša se njihovo število in rabiš za isti učinek več. In ta večja doza, pardon, vas prekinjam, je verjetno tudi bolj radikalne vsebine, Tudi, več časa namenimo temu, ali kaj ste mislili? Več časa in tudi bolj radikalne, bolj nenavadne vsebine. Zato, ker da bi, tako kot pri substancah, potem mogoče kdo začne iskati močnejšo robo, tako tudi pri pornografiji začneš gledati potem neke stvari, ki niti niso več mogoče v skladu s svojimi vrednotami, ki mogoče niti niso v skladu s svojo usmeritvijo, ampak greš čedalje bolj na trše vsebine. In kar je tisto, kar tudi raziskave ugotavljajo, je to, da potem potem dostikrat niti ne uživaš več toliko v pornografiji, torej užitek niti ni tako ključna stvar več, ampak želja. Tukaj raziskave sodobne ločijo med željo in užitkom. Tisto, na kar se možgani, kar možgani v bistvu začnejo iskati, je tisto, na kar se je pogojila želja. In čeprav užitek je potem ponavadi manjši ali pa ga niti ni, ampak želja je pa zelo močna. Želja po užitku ali želja po... Želja po tistih dražljajih, na katere so se možgani navadili, na katere so vzpostavili te povezave. V bistvu ti možgane streniraš in oni si zapomnijo, torej ti dražljaji, pornografija, to je tisto, česar želim več in več in več. In oni vzdržujejo željo, čeprav mogoče užitka sploh ni, kdaj tudi, ne? Ja, to sem hotel poudariti, da sam sem poslušal en tuj angleški podcast na to tematiko in je bilo res dobro razloženo, da ne samo užitek ni več, velikokrat je vse večji sram, potem tudi po neuspehu in tako ste sami rekli, ta želja pa še vedno prevladuje, ne. Neuspehu v tem smislu, da ne dobijo tega užitka, se pravi, to označijo kot neuspeh. Oziroma hočejo zadovoljiti svojo željo, med samim procesom gledanja pornografije niti več toliko ne uživajo, ampak potem instantno pride sram za tistim. Imate mogoče, skozi svoje kliente kakšne izkušnje s tem, da... Da je sram problem tudi večji kot sama zasvojenost, recimo, si to mislil? Ja, sram je zelo pogosto čustvo pri zasvojenosti s pornografijo. Zaradi same pornografije, ker je nekako tudi družbeno to ni najbolj sprejemljiva zadeva, ne. In tudi, če je zasvojenost s čimerkoli, potem človek ni zadovoljen sam s sabo, zato ker več in več časa, truda, energije, tudi denarja posveča temu, tej zasvojenosti in zanemarja druge stvari v svojem življenju. In to je ravno definicija zasvojenosti, da ostajaš pri neki dejavnosti ali pa pri neki substanci, ki vidiš, da ti v bistvu škodi, da zaradi nje zanemarjaš druge stvari v življenju, ampak ne moreš nehati. Se pravi, nimaš nadzora nad tem vedenjem ali pa jemanjem substance. In tu je seveda sram, ne. Bolj kot človek drsi v zasvojenost, manj učinkovit, manj uspešen je na različnih življenjskih področjih in to generira sram. Se mi zdi, da so te posledice
ki jih potem, kako ste rekli za definicijo zasvojenosti, ki niso več pomembne, glavno, da se združuje ta zasvojenost, se vam zdi, da je ena izmed teh posledic, oziroma ena največjih posledic, jaz si tako predstavljam, prav v izgubi odnosa s svojim partnerjem, oziroma da ta odnos z nekom, ko imamo dejansko neki, recimo tudi spolni stik, zanemarjaš, ja. Se vam zdi, da to največji problem ali so kateri drugi problemi mogoče bolj potentni? Ja, recimo, ali da je posameznik, lahko si recimo v pari, lahko pa si tudi samski, ne? Pa si sploh ne želiš najti nekoga. Ja. Kaj bi rekli, s čim se več srečujete, pa recimo kakšna je razlika potem med samim pa v pari? Tu so različne možnosti, ampak to, kar se pojavi, je to, da ljudje, ki so v zvezi, postanejo manj zadovoljni s svojim partnerskim odnosom in manj zadovoljni s svojo spolnostjo v tem odnosu. Tisti, ki pa niso v zvezi, pa ja, sigurno, ne, je manjša motivacija, da bi zvezo iskali. Zato, ker, a ne, če imaš ti na klik miške, lahko dobiš praktično neomejeno število, ne, spolnih partnerjev, navideznih v pornografiji. Zakaj bi potem iskal, zakaj bi se potem trudil? Pa čeprav, ne, seveda partnerski odnos tu ni samo spolnost, so tudi neke čustvene potrebe, ki se tu zadovoljujejo, ampak tudi v pornografiji so. Ne, tudi pornografija, tu ne gre samo za spolnost, ampak gre tudi za neke čustvene procese, ker, ne, ljudje recimo gledajo različne žanre. In to, kateri žanr gledaš, lahko precej pove o tem, katere so tvoje nezadovoljene odnosne potrebe. Rekli ste zdaj, da v bistvu imaš neomejeno opcij, ko ti uporabljaš to pornografijo z različnimi partnerji, ne, pod narekovaj. Se mogoče zdi, da je tudi tu razlog neke nezvestobe v tistem odnosu, ko so, ne? Ker so, recimo, če so odvisni od te same pornografije in vidijo ogromno različnih oseb, se vam zdi, da to tudi potem skušajo v pravem življenju najti ogromno različnih oseb, kar potem vodi v neko nezvestobo v tistih, ko so Nekateri ja, v odnosih. nekateri pa ne. Aha. Nekateri grejo do tega, da potem tudi v realnem življenju postajajo bolj promiskuitetni, bolj želijo menjavati spolne partnerje. Nekateri pa ne, ampak ne, tudi tisti, ki ne grejo v promiskuitetnost, tudi ti ljudje na nek način zanemarjajo partnerski odnos, bolj ali manj. In tudi ta partnerski odnos jih ne več toliko zadovolji. Realni partner postane manj zanimiv. Spolnost s tem partnerjem postane manj zanimiva, manj zadovoljujoča. In tudi, kar se pa tudi dogaja, pa to, da nekateri želijo potem v svojem realnem partnerskem odnosu, v spolnosti s tem partnerjem, želijo nekako poustvarjati to, kar vidijo v pornografskih prizorih. Se pravi, pornografizirajo svojo realno spolnost s partnerjem. In ponavadi njihovi partnerji niso ravno navdušeni nad tem in lahko vodi tudi v neugodne spolne položaje, v boleči seks, ne, tudi da se začne dajati prevelik pomen tem fizičnim vidikom spolnosti in to gre na račun nekih psiholoških, duševnih, čustvenih vidikov spolnosti. Zdaj, ves čas sem se spraševal tudi, recimo pri alkoholu včasih reče recimo toliko pa toliko kozarcev na teden še ok, ali pa na dan, ali pa da je neka zdrava meja. Bi rekli, da je tudi pri samem konzumiranju pornografije kakšna ta meja, ki še je zdrava? Ja, to se mi zdi dobro vprašanje. Tu so mnenja različna.
nekateri govorijo o nekakšni zdravi uporabi pornografije, ne, nekateri tudi menijo, da ima to tudi neke pozitivne učinke, v smislu raziskovanja svoje spolnosti. So pa recimo drugi, a ne, ki opažajo, da v pornografiji je spolnost nekako nerealno, celo pokvečeno prikazana. Recimo pornografija prikazuje predvsem nek telesni vidik. V pornografskih filmih je v ospredju telesnost. Dosti manj je pa v fokusu so neki drugi vidiki odnosa, ne, kot recimo čustveni, povezovanje in tako naprej. Tako da nekdo je rekel, da problem pornografije ni v tem, da bi pokazala preveč zaradi golote, ne, ampak da je problem v tem, da pokaže premalo. Ker pokaže samo kopulacijo in tiste korake, ki do tega vodijo, ne pokaže pa cele palete vsega dogajanja v partnerskem odnosu. Se vam zdi, da se problematika spremeni, če bi se to pokazalo v sami pornografiji, če bi pokazali dovolj, ne? Kot ste rekli, da je nekdo rekel, da pokažejo premalo. Ja, nekateri bi rekli recimo, da je to mehka pornografija, ne? Ali pa neki recimo erotični prizori. Ampak tisti, ne, ki res si želi pornografijo, tisti, ki je zasvojen s pornografijo, ne, tistemu to ne bo dovolj. Zdaj, lahko sicer ne govorimo, ne, zlasti mogoče pri ženskah, one imajo, ne, drugačne možgane in njih recimo bolj lahko so zasvojene z erotičnimi romani. A ne. Moški način dojemanja spolnosti je bolj vizualni, ne, podobe, slike, videi, medtem ko ženske pa njim je bolj v ospredju ta nek čustveni vidik, ne, odnosa, tista neka romantika in to. Ampak tudi s tem se nekatere lahko zasvojijo. Tako da bi rekli, da mogoče za pornografijo so bolj ogroženi moški, da postanejo zasvojeni. Sigurno, če gledamo statistike, potem to vsekakor drži. Ena raziskava je ugotovila, da v Ameriki je s pornografijo zasvojen vsak 5. študent. Vsak 5. študent, 19%, medtem ko pri študentkah je to samo, no, saj že to je dovolj, 4%. Ja, wow. Pa se vam zdi v vašem delu, ne, vaša psihoterapevtska praksa, se vam zdi ta zasvojenost specifika, ali je to pogosto, da rešujete te probleme s klienti, ali bolj redko? Jaz mislim, da je to kar pogosto. Ne, če sem prej rekel vsak 5. študent, razne druge raziskave kažejo, da med uporabniki pornografije, se pravi tisti, ki vsaj občasno pornografijo uporabljajo, je nekje od 5 do 25% z njo zasvojenih. Odvisno, kaj definiramo kot zasvojenost oziroma kot problematično uporabo pornografije, ampak od 5 do 25% je takšnih uporabnikov, ki jih raziskave uvrščajo v problematično uporabo pornografije. In to se pravi, a ne, če dobiš v terapijo nekega moškega klienta, je od 5 do 25% oziroma, no, čisto vsi ne uporabljajo, ne, ampak je določen velik procent verjetnosti, da bo ta človek sodil v to kategorijo problematične uporabe. Ampak mogoče ne bo o tem govoril. To sem glih mislil vprašati. Vsi ne govorijo o tem,
nekateri to zadržijo zase, in tudi nekateri terapevti se ne čutijo kompetentnega dovolj, da bi s tem delali. Na primer, meni se je začelo dogajati pred leti, ko sem se nekako bolj v javnosti začel pojavljati s to temo, da so potem začeli prihajati čedalje več klientov je začelo prihajati v terapijo s to specifično temo. To v zadnjih letih mogoče več. Zadnjih nekaj let, ja. Pa bi rekli, da bo to čedalje večji problem v prihodnosti, ker s to digitalizacijo ljudje postajamo vse manj socialni in tudi nek vidik socializacije s tem potešimo, ne rabimo iskati partnerja, ne? Ja. Bi rekli, da bo čedalje večji? Oziroma potešimo navidezno. Ja, navidezno. To so navidezni odnosi. Tako kot danes lahko vidimo, ne, sedi, ne vem, v nekem prostoru sedi 5 mladostnikov, ampak namesto, da bi se pogovarjali, ima vsak v rokah svoj telefon in si pošiljajo sporočila. Ja. Namesto, da bi se lahko analogno pogovarjali, ne, ko mislim, da je komunikacija dosti bogatejša preko teh analognih kanalov, je tudi neverbalna komunikacija, paraverbalna, ne, ampak zelo so vajeni na tole pisanje, se pravi preko teh sporočil, ki pa je zelo zožena komunikacija, ne. Ampak kar sem hotel reči to, ne, da se vrnem na pornografijo. Zadeva se je zelo zaostrila z pojavom širokopasovnega interneta. Ker včasih, ko sem bil jaz otrok, ko sem bil mladostnik, se je začel širokopasovni internet. Predtem, če si hotel imeti pornografijo, si moral iti do bližnje trafike in si kupiti neko pornografsko revijo. In je imela, to se pravi, moral si se izpostaviti, lahko te kdo vidi, moral si plačati, bilo ti je nerodno. In potem si imel v tisti reviji omejeno število pornografije in to so bile slike. Potem z pojavom širokopasovnega interneta pa nisi rabil nikamor več iti, nisi se rabil izpostavljati, pornografija je postala anonimno dosegljiva, postala je dosegljiva v video obliki, kar ima večji zasvojitveni potencial in praktično neomejene količine. In to brezplačno. Sej ti lahko plačaš za pornografijo, ampak je ogromno tudi te brezplačne ponudbe, tako da ponudba je praktično neomejena, ne. In če je ponudba neomejena, potem se dosti poveča tveganje za zasvojenost. Ker naši možgani so narejeni tako, čisto evolucijsko gledano, ne, da je priložnost za seks je bil redek držaj. Spolni partner je neka redka priložnost. Če si predstavljamo, ne, mi smo se evolucijsko razvijali, še predno smo živeli v mestih, to je bilo v lovsko-nabiralniški kulturi, ljudje skupaj je živelo mogoče 30 ljudi, neke take skupine rodovne in celo življenje si ti preživel v bistvu z tistimi 30 ljudmi. In koliko je bilo možnosti za spolnega partnerja v tej skupini, ne? Eno so bili tvoji starši, sorodniki, tako da, ne, ni bilo zelo dosti možnosti. Razen, če si se srečal za kako drugo skupino, pa da si tam nekako našel, spolnega partnerja. Kaj je pa danes, ne? Danes pa lahko v eni sami pornografski seansi, recimo, če rečemo, pol ure, ura, lahko človek sreča dosti več
nekih potencialnih spolnih partnerjev, kot jih je lahko naš prednik, pračlovek srečal v celem svojem življenju. Kakšen ima to vpliv? Potem? Vpliv ima ta, ne, da mi se težko upremo tako veliki ponudbi, zato ker naši možgani na to niso prilagojeni. Podobno kot recimo sladkor. Sladkor je bil tudi nek redek dražljaj v času, ko smo se evolucijsko oblikovali. Sladkorja v tej rafinirani obliki praktično ni, ne. Mogoče, če si našel med, pa še to si tvegal, da boš ves popikan. In kaj se zdaj dogaja, ne? Ta visokokalorična hrana, kot je sladkor, mastna hrana, nam zelo tekne in težko se ji upremo, tudi slana hrana. In to zato, ker možgani so se tako razvili, da če to najdeš, potem moraš izkoristiti. Zagrabi, ja. Moraš zagrabiti. A ne? In če pride nek spolni partner, potem po podobni logiki je treba izkoristiti, ker mogoče potem 10 let ne boš imel, ali pa pretiravam, ne, ampak en dolg čas ne boš imel mogoče spet priložnosti. In zato v možganih nimamo evolucijsko ugrajenih zavor in varovalk za pornografijo, za sladkor, za slane priboljške, za mastno hrano in tako naprej. Pa kaj se mi je zdaj bil tak nek miselni proces, ki se mi je porodil, je bil ta, da v realnem življenju te lahko potencialni partner definitivno zavrne. Ne? Ja. Tu pa tega ni. Tu si še ga lahko sam. Tako. Tukaj tega ni, a ne? Tako da imaš na eni strani je neomejena ponudba in to brez tveganja za zavrnitev, brez truda, samo malo poklikaš za miško in to je to, a ne? Brez ovir imaš neomejen dotok spolnih partnerjev. In temu se je zelo težko upreti. Kako je pa to zdaj cel čas? Ja, temu razmišljam. rečejo strokovnjaki, da gre za nadobičajni dražljaj. Nadobičajni dražljaj je tisti, na katerega enostavno nismo prilagojeni. Kaj si mislil povedati? Ja, za preventivo sem se mislil dotakniti, ne? Ker jaz iz svoje osebne izkušnje vem, da smo bili, tudi če nisem hotel biti izpostavljen tem videom karkoli, v osnovni šoli recimo je bilo to tak, ne, pač ti pokažem in jaz to vidim, itak se mi začne proces, da me zanima in tako naprej, ne. Kakšen je, ker tudi razumem, da ste starš 4 fantov, Ja. ki so nekje v tem obdobju, se mi tudi zdi, kakšen je vaš pristop kak starš, da to preprečite, da bi prišlo do tega nadobičajnega dražljaja? Ja, predvsem se je treba izogibati, kot temu rečemo, akutni intoksikaciji. To se pravi, ne, neki temu, da so možgani zaliti s tem. Seveda se otrok oziroma še bolj pogosto mladostnik se bo s tem srečal, sploh fantje, ne. Tudi to jih zanima, ampak bolj ko so možgani zaliti s tem, ne, bolj ko so izpostavljeni dlje časa, ko to gledajo fantje, bolj možgani povežejo te dražljaje z tem, kar smo prej rekli, želja. In bolj se v bistvu pogojiš na tovrstne dražljaje. Tako da jaz mislim, da tako kot pri drugih teh problematičnih substancah za zasvojenost, bi tudi tu bilo kar smiselno zadevo omejiti dostop pred sploh otrokom, mladostnikom, a ne, ki se še težje odločajo, kaj je za njih dobro in kaj ne. Tako da omejevanje dostopa, tako kot ga omejujemo tudi za te prepovedane droge, ne, za te substance. To raziskave kažejo, da če je zadeva lažje dostopna, bo zasvojenosti več. Tako se vam zdi
bolj smiselno nekako omejiti, saj tako recimo imajo nekateri telefoni, oziroma ne telefoni, aplikacije, da pač moraš, ti dajo samo vsebino, ki je primerna tvoji starosti. Ja, Kaj pa tudi kakšno izobraževanje, ne vem, da poveste mladostniku, gledaj, tako. to je takšna in Ja, takšna vsebina, ja. to lahko privede do tega in tega. Ja. Kako se pa tega lotite, te To se mi tudi edukacije? zdi zelo pomembno. Mislim, da v prvi vrsti starši smo za to odgovorni, vzgoja, tako kot boš mladostniku oziroma že otroku, a ne, povedal, lej, ne smeš čez rdečo, lahko te avto povozi. Tako, a ne, je neka določena starost, ki je primerna, da se otroku tudi take stvari razloži. Ne. In da smo čisto realni, lej, zanimalo te bo, a ne, in tudi seks, to je nekaj, kar nas ljudi zanima, ne, kar je tudi nek mik čutimo do tega, sploh moški, a ne, ki imamo več testosterona, večji libido. Ampak, lej, nepametno je, da se tega izogibaš, ker to lahko vodi v zasvojenost, to je tudi nekaj, kar v bistvu daje neko nerealno podobo, kako izgleda spolnost. To se mi zdi problematično, ker ni za nekega direktne kazni pri tem, ne? Da ko se začne upravljati recimo ta pornografska vsebina, ne boš takoj nekako, kot če greš čez rdečo in te povozi avto, si pač te ni, ne, tam. Pa se mi zdi, da ni nekih rdečih kartonov, da bi bilo tako, to pa ni dobro za mene, ne. Ta avto Težko. te butne z zamikom, preveč spijem alkohola, vem takoj, sem kako bi rekel, nesposoben opraviti neke funkcionalne stvari. Ampak tudi ne še takoj, ne. A, Pri ja, alkoholu ja, najprej se imaš fajn, ne. Ja. Kasneje pa prijejo verjetno problemi, kot so impotenca, erektilna disfunkcija, ne. Ampak to so zakasnjeni, ne, to hočem reči. Razumem. Ni Ja, takoj, ja. ni takoj tega. Ja, res je. In, ne, večji, ko je ta časovni zamik, bolj se ti lahko v tem času že ujameš, predno začneš zaznavati te negativne posledice. Ja. Ja, in potem, ne, kot ste rekli, erektilna disfunkcija, ne, tudi težave z orgazmom in to. In je spet ironija, ne. Nekdo je zapisal, da moški, ne, da pornografija marsikaterega moškega onesposobi ravno na tem področju, zaradi katere je sploh se podal v pornografijo. Torej, a ne, ta seksualnost, spolnost. Ravno tam pornografija dostikrat moške onesposobi s temi erektilnimi disfunkcijami in podobnim. Kje pa vi svoj praksi pol začnete uporabljati, kako recimo razložite posamezniku čuječnost, kje bi jo naj vpeljal znotraj to njegovo navado zasvojenosti? Ja, čuječnost se mi zdi smiselno uporabljati na 3 točkah, če tako rečem. V kognitivno-vedenjski terapiji je zelo znan ta kontingenčni funkcionalni model analize vedenja, ki loči tako imenovani ABC model. Kaj je tisto, kar se dogaja predno, se podam v neko vedenje, v tem primeru predno začnem gledati pornografijo, kaj se dogaja med samim vedenjem, med samim gledanjem in kaj se dogaja po tem vedenju. In čuječnost lahko uporabimo pred vedenjem, med vedenjem in po vedenju. Pred vedenjem začenjamo čutiti, ne, nek mik, neko hlepenje po pornografiji. Takrat še nismo tam, da bi začeli, ampak to je ta neka želja, ne. Potem, no, in že na tej točki, ne, lahko se vprašamo, lahko zaznamo to, ja, čutim neki mik, rad bi šel gledat. In če sem čuječen, bom imel več nadzora nad svojim vedenjem. Lažje se bom odločil, a res želim iti zdaj gledat? A je to res to, kar se mi zdi
Pa si rečem, ne, zdaj v bistvu bi se moral učiti ali pa bi moral nekaj drugega iti delati. Okej, ne bom, ne. Če pa se ne zavem, če nisem čuječen, me lahko kar avtomatsko, po nekem avtomatskem pilotu me lahko v to potegne. Potem lahko se tudi zavem, čakaj malo, ne, zakaj ravno zdaj, zakaj me ravno zdaj vleče v pornografijo in mogoče bom pazil, malo mi je dolgčas ali pa čutim se osamljenega ali pa čutim neko žalost, strah, jezo in bi jo rad s pornografijo pregnal. In če zaznam, kaj se dogaja v meni, kaj je tisto, kar mi manjka, bom mogoče na bolj funkcionalen način si uredil to svojo potrebo. Kakšni so pa odzivi na ta pristop? Je napredek hiter, takoj pridejo, kako ste rekli, prek tega ABC modela do nekih rezultatov, ali to je postopek, ki traja? Če gre za zasvojenost, ki je v polnem pomenu besede razvita, potem to ni hiter proces, ne. Potem so vzponi in padci, so tudi recidivi, so tudi zdrsi. Mislim, da nobena zasvojenost se ne uredi hitro. Vse je en proces, ki pač vzame nek svoj čas. To me je glih zanimalo, ko ste rekli recidivi. Recimo pri alkoholizmu poznamo pojem abstinenca, ne? In je to rešitev v nekem zasvojenem stanju, da se odreže neke ponavljajoče se vedenje, ki ti škodi, ali je najprej bolj smiselno, po vašem mnenju, da se zmanjša, ali se reče, tako sem rekel, prvo odreže, pa rečem, ne bom več, bom abstiniral glede tega, ne. Ja, pri zasvojenosti s spolnostjo oziroma pri kompulzivnem spolnem vedenju, kot to imenujemo, so določene specifike. Recimo pri alkoholu, alkohol ni nekaj, kar bi bila potreba, da se čisto lepo preživeti brez alkohola. Medtem ko spolnost pa se uvršča med potrebe, in sicer med osnovne fiziološke potrebe človeka. Tako da tukaj različno, ne, različni strokovnjaki imajo različne pristope. Nekateri bodo rekli abstinenca oziroma, ne, abstinenca pomeni, da je dovoljen spolni odnos v partnerskem razmerju. Ampak nič drugega kot to. Nekateri pa niso tako strogi, ne, in ne bodo zahtevali popolne abstinence. Mogoče bolj tak postopen prehod, neko zmanjševanje, ne. Tako da tukaj recimo smo zdaj v drugi fazi. Kaj se dogaja, ko človek že gleda pornografijo, se pravi, tukaj in zdaj gledam pornografijo, kako lahko tu čuječnost pomaga? Ko ste rekli to omejevanje, zmanjševanje, na primer, glej bolj čuječno, glej na bolj čuječen način. Namesto da imaš odprtih 10 videov hkrati, pa da preskakuješ, ne, začetek videa, sredina, konec, glej samo en video naenkrat. Skratka, upočasni, zmanjšaj ta dotok dražljajev, to preplavljanje možganov s pornografskimi dražljaji. In manjša, ko bo ta preplavljenost, manj bo tega, ne, da se možgani desenzitizirajo. In ko so možgani desenzitizirani, seveda več boš rabo potem v nadaljevanju. In tudi bolj ko je ta abstinenčna kriza, bolj se v možganih izloča ena snov, ki se reče dinorfin.
Mhm. ki sicer spada v kategorijo opioidov, endogenih opioidov, ampak deluje ravno obratno kot recimo endorfini, ki povečajo ugodje, dinorfin ga pa zmanjša. In bolj, ko sem večjo, ko imam toleranco na pornografijo, globlja bo abstinenčna kriza in več dinorfina se bo izločilo. Če sem pa čuječen, če pa zmanjšujem, ne, s tem pa se v bistvu, s tem si ta proces obrnem. Še boljše, ko da človek gleda videe, je, da gleda slike. Je še manj preplavljen z pornografskimi držljaji. Slika je statična, ne, in držljajev je manj. In to je tak postopni način, recimo, ne. Postopni način zmanjševanja. Nekdo, ki ne more kar odrezati, lahko gre na ta postopni način. In potem, kaj še lahko čuječnost med samim gledanjem? Poglej na uro. Poglej na uro, ponavadi v teh pornografskih seansah človek izgubi občutek za čas. Zato zavestno poglej na uro, da spet pridobiš to časovno perspektivo. Aha, koliko časa že gledam, joj, že 1 uro. Kaj sem mislil zdaj početi v tem času? Ja, mislil sem nekaj drugega. In to ti na ta čuječen način ti potem čedalje bolj spet vrača kontrolo nad sabo, nad svojim vedenjem. Potem recimo čuječno dihanje, ne. Medtem ko gledam, se lahko zavem svojega dihanja, tako kot ste rekli, da vi uporabljate čuječnost do svojega dihanja. To je nekaj, kar me vrača spet v stik s samim sabo. Me vrača spet v stik z realnostjo. Ker značilnost omame je, da se izgubim, da se zmanjša ali pa celo prekine stik s sabo. Torej, manjše zavedanje realnosti, manjše zavedanje sebe, čuječnost pa to spet obrne. Kaj pa mislite, da obstajajo ljudje, oziroma če ste imeli kakšno izkušnjo z ljudmi, ko pa sploh ne vidijo, da je to dejansko problem, da se odločijo, meni to ustreza, jaz se bom tega tako lotil, in pač usamljen, recimo nima nobenih ljudi okrog njega, ko mi to povedali, da pač mogoče to ni normalno, nima neke partnerke, ko bi videla neke posledice tega. Kako motivira tega človeka in mu pove, da to ni dobro? Kako s temi postopki čuječnosti, kako mu lahko to predstavite, da glej, to ni okej, če boš probal na ta način, boš videl razliko in bo ti boljše v življenju. Da bi sploh uzrl problem. Ja, da bi dobil uvid, ne. Aha, to je zdaj dejansko nekaj narobe. Ja, tu smo zdaj, se mi zdi, na tem, kako definirati problematično uporabo pornografije. Tako je. Kaj je za nekoga problem, kaj je za nekoga ni problem. Zdaj, če govorimo o zasvojenosti, ne, potem je že po definiciji to, da zasvojenost tebi povzroča problem. Ampak pri pornografiji dvomim, da pri vseh pride do zasvojenosti. Se pravi, lahko nekdo ohrani nek nadzor nad tem, koliko bo tega uporabljal. In potem je stvar njegove odločitve, če mu je to okej, če ga ta način spolnosti, če je to nekaj, kar mu to zadostuje, je to v bistvu njegova stvar, ne. Če je pa nekdo zasvojen s tem, torej da vidi, da mu to škodi, da zanemarja druge stvari v življenju, pa ne more, kljub temu ne more prenehati s tem, to pa je potem definicija zasvojenosti. Ne vem, če sem vam odgovoril na vprašanje. Ste. Se mi je zdelo, da, ne vem, isto, kak sem prej povedal za ta avto in rdeči semafor, ne vem, da je neka posledica, se mi zdi, da pri pornografiji nekako težko, samo zdaj ste mi definirali, ne, da ko
prije do zasvojenosti, ko nekako zanemarjamo druge stvari, takrat nastane problemi, ga vidijo verjetno posamezniki in vidijo tudi razlog, da je to v pornografiji. In ja. Zdaj, mogoče še to, ne, nek star nasvet, ne, za te, ki imajo težave s pornografijo, je glej nastopajoče v oči. In mogoče je tudi tu lahko en del odgovora na vaše vprašanje. Če se nekdo odloči, bom gledal pornografijo, zame je to okej, zasvojen nisem, okej, glej jih v oči. Ne samo v te spolne dele telesa, glej jih v oči. Bodi čuječen, čuječno jih glej v oči. In tu se dostikrat potem lahko zgodi neka sprememba. Ne, ker potem, ko ti gledaš nastopajoče v oči, boš v teh očeh prebral tudi kakšne stvari, mogoče, ki jih nisi imel namena videti. Potem boš videl, ne, da ta pornoigralka ni samo telo. Ni samo telo, ni samo nek spolni objekt, ki je tam za to, da je zadovoljim svojo neko željo, ampak je to ženska, ki je več kot telo, ne, je tudi, ima neka čustva, ima tudi dobre in slabe dneve, ima neke želje, hrepenenja, ne, mogoče ji tisti dan ravno ni, ne, da bi opravljala ta svoj posel, mogoče tudi ji ne paše, mogoče jo boli, ne. Take stvari, a ne, potem začneš opažati. Ja, saj, če si zdaj tako predstavljam, vseeno je to neka igrana scena in ti zadovoljuješ nek pristen odnos s to igrano sceno, je kot da bi ti hotel kakšen drugen odnos v življenju zadovoljevati s kako drugo igrano sceno, ne vem, film, da bi šel v gledališče in da bi takrat tudi, ne vem, neke dialoge, ki jih imaš znotraj sebe, pa z nekom drugim probo tam rešiti. Ne pa v živo. Ja, ne v živo, ne, in to je ta navidezna resničnost, ko potem človek začne opažati, da to ne zapolni praznine, da to ne zapolni neke potrebe po odnosu. Ne, in tudi konec koncev nekdo je rekel, da obstaja razlika med tem, če ti gledaš Ferrarija ali pa če ga voziš. Ful dobro. Samo če se mi pa zdi, če nimaš možnosti voziti Ferrarija, pa s tem, da ga gledaš, ti tudi ne bo tako slabo. Če mogoče sem zadeval kaj ste zdaj rekli, s to prispodobo, ne? Ja. Te bom pa pač ga gledal, če ga ne morem do njega. Veš, na kaj sem zdaj pomislil? Ali je pol rešitev, da gledam Ferrarija, pa da si pač kupim Cliota, pa vozim Cliota. Ja, to so različne strategije, ne, različne odločitve, ampak dejstvo je, ne, po mojem mnenju, dokler boš ti zelo intenzivno gledal te Ferrarije, bo mogoče prišel nek Ferrari ali pa mogoče nek Mercedes, ne, mogoče ne bo lih Ferrari, ampak bo prišel mimo, pa ga ti ne boš opazil. Ja. Ker si tako zaposlen s tem, kar ti gledaš, da ne, lahko pride neka punca, neka ženska, ki bo lahko zelo v redu in bi te lahko tudi zelo očarala, če ne bi bil ti samo na tisto, ne. Ker tudi prag se ti povišuje, ne. Tako. Če imaš ti tam na voljo 1000 Ferrarijev, v narekovajih, potem katera ženska pa lahko konkurira s tem, a ne, sploh tam v teh profesionalno narejenih pornografskih posnetkih, ne, se to pač izberejo take, jih naličijo, luči so profesionalne, ne. Tako da v resničnem življenju bo mogoče lahko prišel nek Ferrari, pa ti sploh ne boš opazil, da je Ferrari. Tudi sem bral na Redditu, je imel en confession, ne vem kdo, anonimno, da je začel opaziti napake v svoji punci, svoji partnerki. In je na koncu pač povedal, da ko sem se pripravljal za ta podcast, sem to bral in on je na koncu povedal, da
Saj jaz druge kot pornografija pač ne delam nekako v prostem času, ne. In on je vedno več napak najdel, in fizičnih, in osebnostnih. Enostavno je punca, ker je bil zaljubljen, je pač napisal v tisti veliki repost, da mu je bila na koncu že grdo povedano ogabna. Zaradi pornografije. Ja, in tako je prišel do tega zaključka, ne, da pač, tako so rekli, milijon Ferrarijev, ne, in težko konkurira kdorkoli z tem. Ja. In je izgubil ljubezen do nje, ni mu več bila privlačna in Jaz mislim, da bi se isto zgodilo, tudi če je imel recimo ta človek neko svojo priljubljeno porno igralko, tudi če bi on njo dobil, da bi šel v partnerski odnos z njo, slej ko prej, a ne bi se mu z njo zgodilo isto, če ostaja v pornografiji. Zato, ker bi tam bilo spet 1000 drugih, a ne, in ona pa ena in ista, vedno znova, dan na dan, in potem bi jo videl tudi ne, v nekih situacijah, ko ne bi bila najbolj privlačna. To, ena in ista, to se vam zdi tudi nekako, to, ko sem prej vprašal za nezvestobo, ne? Zakaj potem postane tako pomembno, da ni vedno isto v teh uporabnikih? To je zelo zanimiva stvar, ne? To imenujemo tako imenovani Coolidgeov učinek. In sicer, ne, smo tako narejeni, pa ne samo ljudje, tudi živali, recimo samci, da recimo samec se pari z neko samico in ko doživi orgazem, potem se mu spolna želja zmanjša. To je nekaj čisto normalnega, ne? Tako imenovano refraktorno obdobje, ampak kar je pa zanimivo, ne, in se zgodi, če pa pride neka druga samica, ki je spolno privlačna, potem pa bo ta samec se spet začutil spolno željo, ki je sicer do te iste samice ne bi, zaradi refraktornega obdobja, je še nekaj časa ne bi, ampak če pa pride nek potencialno nov spolni partner, se pa ta želja spet vzbudi. Tako da to je ta učinek spolne novosti. Pač tako smo narejeni, ne? In zdaj si lahko predstavljamo, ne, pri gledanju pornografije imaš ti v eni uri imaš lahko, ne vem, na stotine novih spolnih partnerjev. In ti stalno, a ne, zaradi tega Coolidgeovega učinka se ti stalno spet okrepi spolna želja. In to privede dostikrat do tega, da si pretirano izčrpavaš svoj libidonozni sistem, svojo fiziologijo spolno, in od tod, ne, potem te motnje erekcije, težave z doživljanjem orgazma, ker si preveč izčrpal ta sistem. Ja, razumem. Gledal sem en film na to temo, Her. Ste gledali? Ne. Tam je bilo mi ful lepo predstavljeno ta problematika v kombinaciji z umetno inteligenco, ko je vseeno bil nek odnos, ne. Vračal se, ni bilo samo enosmerna komunikacija, ampak tudi dvosmerna komunikacija. In je to prelaščalo pol tudi v neko zaljubljenost in mi je bilo prav zanimivo, ko je na koncu ta glavni igralec pa začel postajati ljubosumen na umetno inteligenco, ker je skozi pogovor začel ugotavljati, ti se tudi pogovarjaš z drugimi. Ne? In misliš, da bi lahko to prišlo do tega, da bi nekdo, ko gleda neko igralko, recimo pri pornografiji, da bi prišel do take navezanosti, da bi bil tako tebe nekdo drugi tudi gleda? Dobro se mi zdi zavedanje tega, da če imaš svojega partnera, lahko imaš z njim odnos res 1 na 1, pa neka intimnost, ne. Če pa gledaš neko pornografijo, pa te intimnosti se mi zdi, da ni. Ni nekih skrivnosti, ni nekih
ekskluzivnih stvari, ker ni pristno, ne. Pa čeprav strinjam se s tem, ne, je pa ob tem zelo zanimivo, kako se lahko nekateri uporabniki pornografije zelo močno navežejo na določene porno igralke. Ja. In tudi, zdaj je praksa, da porno igralke ne, imajo ta neka svoje portale, svoja omrežja in one tudi komunicirajo s svojimi oboževalci, tudi zato, da bi si podaljšale, če tako imenujem, mogoče malo grdo rečeno, rok trajanja, ne, ker v povprečju nekje 6 mesecev, je tista doba, ko neka porno zvezda, porno zvezdnica lahko v povprečju obstane, ne, in da bi si povečale to dobo, skušajo, komunicirati z oboževalci, in jih nekako, za dlje časa pritegniti na sebe, ne. Ampak hočem reči to, kako se nekateri navežejo na porno igralke, in to je po mojem tudi en pokazatelj tega, da z pornografijo mnogi moški ne želijo zadovoljiti samo teh fizioloških potreb, samo tega spolnega nagona, ampak tudi neke čustvene potrebe. Ja, to, ko ste rekli, da še grejo na kakšne druge platforme, tudi to se sam, ko recimo sem na družbenih omrežjih, vidim, kako to zelo tudi v Sloveniji postaja družbeno sprejemljivo. V smislu, nisi več samo porno igralec, ampak si tudi obenem v službi influencer na nekih družbenih omrežjih in dobivaš pozornost, kakšne male aplavze od publike, ni pa nobenega srama za tem, ne. In se mi zdi, da pol družba se začne odzivati, saj pa to ni nič takšnega. Saj ni več tabu, saj ne govorim, da je zdaj alternativa temu, da to postane tabu, ne. Ampak z enega v ekstrema v drugi ekstrem pa tudi se mi zdi, da Se mi zdi, da je ni zdaj okej. glih na takem, tako praviš, na nekem prehodnem med tem, da je to, katera je beseda, da je to, da si ti neka porno igralka, da je to faktor sramu, ne, za to porno igralko, Ja, nekako ampak smo na neki tranziciji, ja. ja, ker je tega toliko in z OnlyFans platformami in naprej, ne, da je tega toliko, da pač, ne zdi se mi več kot nekemu posamezniku družbe smiselno, da to osramujem, ampak pač, ker je toliko tega, postane podzavestno normalno. Veš, kaj mislim? Veste, kaj mislim? Tak, Ja, nekako da se se normalizira, ja. no. Ja. To sem iskal, to besedo. In ko se nekaj tako normalizira, ko nekaj vidimo toliko tega, potem več se mi zdi, da ni taki zapadajoči problem, ne. Ja, Da je bi pa nekaj- treba tudi to vedeti, po mojem, da pornografija je milijardna industrija. Tu je ogromno denarja, ne, dosti več pornografskih filmov se posname vsako leto, kot pa vseh drugih filmov. Tu je ogromno denarja. In na nek način, se tu izkorišča to, ta libido, Ne. predvsem moških. In ko govorimo o zasvojenosti, potem pač mnogi moški postanejo ko tisti hrček, ki teče po tistem kolesu. Teče, ne, se poznata kolo, hrčka damo not in on bo tekel, pa v bistvu nikamor ne pride, ne, samo kolo se vrti. In kar so tu ugotovili, ne, je to, da hrček teče tudi zato, ker mu to sproža tako imenovane hormone dobrega počutja. Sproža mu dopamin, sproža mu endorfine in tak hrček se v bistvu pretirano izčrpa. Zato, ker je zasvojen s tekom, a ne. In jaz mislim, da vsak moški se mora vprašati, če želi biti takšen hrček, ne, da nekdo mu je dal neke te dražljaje, na katere smo pač moški, zlasti moški, saj tudi ženske, ampak zlasti moški smo evolucijsko občutljivi, nam sproščajo veliko dopamina
Ne, in zdaj, a res želiš biti tisti hrček, ki bo tekel in tekel in tekel v bistvu za brez veze, ne? Ali pa boš ta svoj libido, ta svoj nagon in spolno željo uporabil v nek pozitivni namen. In to je, da boš to investiral v partnerski odnos. In ko to enkrat narediš, ko to investiraš v partnerski odnos, potem začne partnerski odnos zelo profitirati od tega. Če ti rečeš, jaz bom svoj libido, ne bom si ga trošil, ne bom ga razmetaval v neki pornografiji in tako naprej, ampak ga bom investiral v partnerski odnos, potem spolnost res postane močan dejavnik partnerskega povezovanja. Ker recimo vemo, ne, da v spolnosti, ko doživiš orgazem, se izloča ne samo dopamin pa serotonin, ampak se izloča tudi oksitocin. Oksitocin je pa snov, ki utrjuje povezanost med ljudmi. Se pravi, če jaz doživim orgazem s svojo partnerko, me bo to z njo na čisto fiziološki način povezalo in bo utrdilo najino vez. Če pa doživim orgazem o pornografiji, bo pa tudi oksitocin se izločil, ampak nimam nikogar, na katerega bi se navezal. In bom čutil lahko neko praznino, kar je sicer tudi neka značilnost orgazma, ampak če imam jaz partnerko tu, mi ta bližina z njo to praznino zapolni. Če pa doživim orgazem tako na suho, potem pa ta praznina se ne more zapolniti, ali jo bom pa zapolnjeval čustveno, z neko čustveno navezanostjo na tisto porno igralko. Ampak o tem smo pa že prej govorili, da to ni lih to. Nisem, ko sem se pripravljal, nisem mogel narediti te povezave med oksitocinom, o katerem smo se učili na faksu, pa tudi imamo eno društvo, ko se ukvarjajo predvsem z različnimi hormoni, ki vplivajo na razpoloženje. Pa sem ne naredil te povezave, ki mi zdaj se usmislil. Super. Če imaš kako vprašanje, Vid? Po moje ne. Oziroma, po moje ja, ampak časovno se mi zdi, da smo glih na meje, ne. Pa ne, ja. Sicer kamera še je, ampak meni je bil res lepi zaključek, da se mi zdi, da vsega zaobjeli, pa tudi malo širše šli, ne. Mogoče bi vi še hoteli kaj izpostaviti, mogoče kakšen projekt, ko ga imate, ali pa kakšno, karkoli v bistvu. Ja. Razmišljam, tudi meni je všeč, da smo šli v to širino, a ne, da smo poudarili to, kar jaz mislim, da je nek osnovni namen spolnosti, a ne, in to je, da povezuje v partnerskem odnosu, in dejansko je tu spolnost zelo močna, in če jo uporabljamo na tak način, potem lahko naredi veliko lepega. Drugače pa mogoče bi povabil, a ne, imam neko skupino za ljudi, ki čutijo, da nekako niso svobodni v odnosu do pornografije, tako da vabljeni vajni poslušalci, gledalci, ki bi se želeli priključiti taki skupini. Drugače se pa zahvaljujem za povabilo in za ta lep in upam, da tudi koristen pogovor. Hvala vam za čas. Hvala vam, ja. Jaz sem osebno zelo užival v tem pogovoru. Hvala res še enkrat za čas. Pa ja. To je to. Hvala lepa.